Pozdravljeni. Pred nami je že prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Singapurja. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in drugem prostem treningu. Tudi tokrat si bomo najprej pogledali, kaj so ekipe novega pripravile za veliko nagrado Singapurja. In poleg tehničnih novosti se bomo ustavili tudi pri marsikateri tehnični zanimivosti. V drugem delu bomo pa našo pozornost usmerili k samemu razmerju moči, ki so ga ekipe pokazale na prvem in drugem prostem treningu, seveda vse v optiki prihajajočih kvalifikacij. Začnimo na začetku. Kot običajno se bomo oprli na tiste uradne dokumente, kjer nam FIA pokaže, kaj so pravzaprav novega napravili pri ekipah. In začnimo pri ekipi Alpine, kjer lahko vidimo novo obliko zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja, kar ni nič takega. In seveda po svoje zanimivo, da prav tu na ulični dirki imajo takšno spremembo. Tudi pri ekipi Racing Bulls so pripravili nekaj novega, ampak gre za obliko tistega pomožnega profila prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Tu je treba poudariti, da pri ekipi Racing Bulls imajo prav posebno barvno shemo, ki je nekako v čast pokrovitelju Hugo, kjer vidimo oba bolida, kakor da bi bila nadeta, oblečena v džins. Pri ekipi Williams zanimiva novost. Na prednjem paru obez, samo na bolidu Aleksandra Albona, vidimo drugačne oblike tistih ogljikovih vlaken, ki nekako ojačajo to strukturo. Na fotografijah Alberta Fabrege lahko vidimo razliko med tistim, kar ima na razpolago Colapinto, in onim, kar je na voljo Aleksandru Albonu. Pri ekipi Red Bull imamo manjšo spremembo na prednjih zavornih košarah. Tista reža na vrhu je malce drugačna in omogoča seveda toploti, da izhaja in konec koncev tudi pomaga pri ohranjanju temperature na prednjem paru koles. Pri skuderiji Ferrari popolnoma nov prednji aerodinamični stabilizator, kjer lahko vidimo drugačno obliko tistih pomožnih profilov, ampak tudi tam na spoju med seveda pomožnimi profili in končno ploščo lahko vidimo nekaj zanimivega. Namreč ta prednji aerodinamični stabilizator pri Ferrariju bi se moral vsaj po teoriji kar lepo upogibati. Pri McLarenu lahko vidimo rahlo spremembo na tistem spodnjem profilu zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja in ne smemo mimo barvne sheme. Barvna shema je tista, ki spominja na znanega tobačnega pokrovitelja, ki je bil dolga leta vezan na to ekipo. Ampak pri McLarenu so zopet malce spremenili zgodbo, namreč govorijo o MP4, torej McLaren Marlboro Project 4, in seveda pozabljajo, da tudi v predhodnem obdobju so bili pri tej ekipi prisotni isti napisi in iste barve. Ampak vidimo, vsaj po mojem mnenju, dokaj neuspeli poizkus nekako obujanja preteklosti. Toliko so govorili o njihovi značilni papaja barvi, da sedaj v tej kombinaciji z škatlico cigaret po mojem ne deluje. Aston Martin je rahlo spremenil tudi prednji aerodinamični profil, ampak nič kaj takega. A če ste mislili, da sta dve posebni barvni shemi dovolj za veliko nagrado Singapurja, vas moram razočarati.
tudi pri Mercedesu so pripravili nekaj novega, ampak tokrat brez nekih zgodb v ozadju. Poklonili so se njihovemu dolgoletnemu pokrovitelju Petronasu. Tista modro-zelena barva, ki je značilna na njihovih bolidih, je sedaj postala prevladujoča. In tu je treba poudariti še nekaj. Pri Mercedesu so dokončno obupali nad tistim dnom, ki so ga prvič pokazali na veliki nagradi Belgije. Ampak že, če smo govorili pred dnevi o upogibanju raznih profilov na bolidih Formule 1, smo lahko dobili tudi potrditev strani FIA, da je pri McLarenu vse skladno z pravilnikom. Če se spomnite moje analize, ki je bila objavljena dan pred tem, sem praktično povedal isto. Seveda, če bolid prestane statični test, je skladen z pravili. In to je jasno vsakomur, ki se vsaj malček spozna na Formulo 1. Ampak sedaj smo dobili tudi uradno potrditev. Že na prvem prostem treningu smo lahko opazili, da pravzaprav Ferrari in McLaren bosta lahko prva prava antagonista za borbo, kar se tiče sprednje štartne vrste. Ne smemo kar takoj potisniti v ozadje, naprimer Maxa Verstappena, pravzaprav vozniki niso šli na polno. Zato je bistveno bolj pomembno počakati drugi prosti trening. Drugi prosti trening je kot običajno bistveno boljši pokazatelj kot oni prvi. V Singapurju je to še posebej očitno. Namreč gre za nočno dirko z nočnimi kvalifikacijami in prvi prosti trening se je dogajal še pod sončno svetlobo. Sedaj so pogoji podobni tistim, ki jih bomo lahko videli seveda v sobotnih kvalifikacijah in predvsem na nedeljski dirki. A treba je tu poudariti, da pravzaprav smo videli podobno situacijo, kot je bila razvidna že v tistem prvem delu dogajanja. Tam spredaj seveda dvoboj McLaren-Ferrari. Lando Norris si nekako želi dokazati, da ni zastonj drugi v sami skupni razvrstitvi in da mora tudi njegova lastna ekipa staviti na njega. Charles Leclerc je presneto blizu. Videli smo, da pravzaprav razlika med prvim in drugim je bila zanemarljiva, ampak Carlos Sainz mlajši je zaostajal v tisti simulaciji kvalifikacij že za bistveno več kot 60. Na to je treba poudariti, da oba voznika ekipe Racing Bull sta bila tako na prvem kot predvsem na drugem prostem treningu izjemno dobra. Yuki Tsunoda in Daniel Ricciardo sta nekako neobičajno visoko, a treba je povedati, da pravzaprav tudi konfiguracija proge v Singapurju malce bolj leži bolidu ekipe Ence. In tudi Alex Albon je bil višje od tistega, kar smo navajeni na preostalih velikih nagradah. Čeprav tu Franco Colapinto v ozadju, ampak na kvalifikacijah bi lahko zopet oba presenetila, seveda v pozitivnem smislu. A ne smemo pozabiti pravzaprav na tisto, kar so pokazali tako pri tovarniški ekipi Mercedes, kot tudi pri Red Bullu. Če imamo na neki jakostni lestvici tam zgoraj Ferrari in McLaren in imamo tisti Racing Bulls, ki se je usilil takoj za ti dve ekipi, na to sledi Mercedes in ne bi tu izločil niti Red Bulla. Red Bull seveda običajno je bil višji, ampak če se spomnimo lanske velike nagrade Singapurja, tu njihov rezultat, vsaj na tisto, kar mi je pokazalo situacija na prvem in drugem prostem treningu, sploh ni tako kritična. A treba bo počakati, kaj se bo zgodilo res na kvalifikacijah. Vremenska napoved, če se spomnite našega uvoda, ni preveč obetajoča za suho asfaltno površino in lahko bi se zgodilo marsikaj. Namreč v Singapurju je res štartni položaj pomemben
Ampak videli smo v preteklosti, da se lahko zgodi marsikaj, da tudi če nekdo začenja iz 5. ali 6. mesta, na koncu lahko zmaga. Še posebej, če se pred njim zgodi kakšno množično, imenujemo ga verižno trčenje, ki izloči tiste poglavitne konkurente. A ne glede na to, imeli bomo zanimiv boj. Boj med Ferrarijem in seveda McLarenom, kjer se mora Lando Norris dokazati. Tudi pri lastni ekipi je verjetno izgubil tisto stopnjo zaupanja, ki ga je imel do sedaj. Seveda pobudo je prevzel tu Oscar Piastri. Na prvem in na drugem prostem treningu je bil Piastri v ozadju. Zanima me, kaj bo pokazal na kvalifikacijah. Namreč prosti trening je prosti trening. Dovolj je imeti naprimer 5 kg goriva več v rezervarjih in takoj se vidi, da nekdo pade za mesto, 2 ali 3. Videli smo tudi v sami simulaciji kvalifikacij, kako malo je bilo potrebno, da je nekdo izgubil kar nekaj mest. Prevedeno, vozniki so bili dokaj skupaj. Naprimer, če vzamemo tisto, kar je pokazal Norris in poleg njega Charles Leclerc, so drugi bili tam spredaj dokaj v majhnem razmiku časa. A seveda, kvalifikacije bodo prvi pokazatelj tega vikenda, kdo je boljši, kdo je hitrejši, kdo se je bolje pripravil. Kaj več bomo tudi omenili v samem zadnjem briefingu, ampak danes za ta prispevek, kot ste dobro razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.